Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing velike nagrade Nizozemske. Kot ponavadi si bomo pogledali vse tiste pomembne podatke pred začetkom same dirke za veliko nagrado. Tudi današnji zadnji briefing bo kot ponavadi razdeljen na 3 nam dobro znane dele, kjer se bomo najprej ustavili pri samih rezultatih kvalifikacij, nato bomo našo pozornost usmerili k ritmu in telemetriji za tiste zanimive voznike in na koncu bom predstavil še moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo pri samih kvalifikacijah, kjer smo lahko videli kar nekaj prijetnih, a tudi manj prijetnih presenečenj. Začnemo lahko že s samim Oskarjem Piastrim, ki je zopet pokazal svojo izjemno hladnokrvnost. Namreč prav v trenutku, ko najbolj šteje, je premagal Landa Norrisa. Norris je dosegel najboljše čase na prvem, drugem in tretjem prostem treningu in izgledalo je, kot da ga nič ne more ustaviti. Ampak v tistem trenutku, ko se je začelo iti zares, se je pojavil Oskar Piastri. In postavil je nov rekord proge, minuto, 8 sekund in 662 tisočin. In čeprav je bil Norris le malenkost za njim, je seveda tam na drugem mestu le prvi izmed poražencev, vsaj na današnjih kvalifikacijah. In treba je povedati, da takšen pristop, kot ga vidimo pri Piastriju, smo mnogi lahko opazili, na primer v Formuli 3 in Formuli 2. Ko so vsi ostali mislili, da imajo kvalifikacije ali pa dirko dobesedno že v žepu, da jih nič ne more ustaviti, se je pojavil Pon iz nič in seveda zadeve postavil na svoje mesto. Videli bomo, kaj se bo zgodilo seveda v nedeljo na tisti dirki, ki je res edini pravi pokazatelj, ampak menim, da rivalstvo med obema voznikoma pri McLarenu bo prišlo zmeraj bolj do tistega izraza. Videli smo, da na tretjem mestu se je prebil Max Verstappen, čeprav njegov zaostanek je višji od četrtine sekunde. In tu je treba poudariti nekaj, Maxa nikoli ne smemo izločiti. Ja, nikoli ne smemo potisniti tja v ozadje, tudi če njegov bolid ni najmočnejši in najbolj dominantni. Max Verstappen, ne smemo pozabiti, ima na progi v Zandvoortu domačo dirko pred domačo publiko, kar ga še dodatno motivira. In seveda verjamem, da po rezultatih prostih treningov ga skoraj da nihče ni pričakoval tako zgoraj. Ampak naslednje presenečenje je verjetno razveselilo marsikoga izmed nas, je Izak Hadjar na 4. mestu. Nihče verjetno ni pričakoval tega mladega Francoza tako visoko. Že to, da sta se oba bolida ekipe Racing Bull prebila v tretji del kvalifikacij, je bilo lepa novica, ampak Hadjar v drugi štartni vrsti, to je res nekaj, kar velja poudariti. In mislim, da mladi Izak dokazuje, da je bilo vredno zaupati mu sedež v letošnji sezoni in da si zasluži
tudi naslednje leto še boljšo priložnost. Ali v Racing Bullu, ali pa celo v Red Bullu. Videli bomo skupaj. Namreč njegov moštveni kolega Liam Lawson je kvalifikacije končal na 8. mestu. In torej lahko si mislimo, kakšna je razlika med enim in drugim. Tudi kar se tiče tistih osnovnih, grobih vozniških sposobnosti. George Russell je nekako v slogu, ki ga vidimo celotno sezono, kvalifikacije končal na 5. mestu. Tu ne moremo govoriti ne o presežkih, ampak tudi ne o kakšnih prevelikih napadih. Andrea Kimi Antonelli se je ustavil tam v Q2, ampak glede na vse, kar se je dogajalo, tudi Antonellijeve kvalifikacije niso bile tako za nič, čeprav bodimo iskreni, nič izrednega. Pri Ferrariju so zasedli 6. in 7. mesto, torej 3. in 4. vrsta, kar je dobesedno tisto, kar sem vam nekako napovedal v prispevku pred kvalifikacijo. Ampak tudi tu, kljub gromozanskemu zaostanku, imamo svetlo točko. Razlika med Hamiltonom in Leclercem je minimalna. Govorimo o pičlih 5 stotinkah ali polovici desetinke sekunde, kar je ohrabrujoče. Ne toliko za splošni vtis scuderie, ampak zato, da tudi Lewis Hamilton po času se je privadil na pomišljaj 25 in da zna dosegati podobne čase Charles Leclerc. Videli bomo, seveda, kakšni bodo rezultati dirke, ampak vsaj kar se tiče Hamiltona, bi lahko dejali, da njegove kvalifikacije so bile več kot solidne. Tu je treba poudariti, da je bil Carlos Sainz mlajši boljši od moštvenega kolege Albona in je zasedel 9. mesto. Fernando Alonso je bil pa zadnji med tisto najboljšo deseterico. In tu je treba povedati, da Aston Martin je verjetno ekipa, ki nas je malce razočarala, verjetno nekatere navdušence še malenkost več, ampak treba je dodati, da pravzaprav Lance Stroll že na samem začetku je končal kvalifikacije in bo dirko začel vsaj po sedanjih podatkih kot zadnji. Fernando Alonso pa ni bil sposoben prehiteti onih, ki so na prostih treningih bili lepo udobno za njim. Videli bomo, kot ponavadi, kaj bo pokazala dirka, ampak lahko bi dejali, da so nas pri Aston Martinu pošteno pretentali. Tu bi rad poudaril, da med kvalifikacijami ne smemo mimo izjemno zanimivega rezultata, ki ga je pokazal tu pred Gabriel Bortoleto, pri ostalih pa seveda o kakšnih presežkih ne smemo govoriti. Zopet se lahko sprašujemo, ali je bil Yuki Tsunoda spodoben, ker ni bil v tisti zadnji skupinici, tisti, ki je prva končala kvalifikacije, ali pa je zopet razočaral. Vsak lahko tu poda svoje mnenje. A sedaj, ko smo malce razumeli razmerje sil na samem štartnem razporedu, je najbolje, če si ogledamo, kakšen je tisti teoretični ritem, ki ga imajo pri posamezni ekipi. Kot ponavadi bomo vzeli tisto simulacijo, ki jo izdajo pri uradni spletni strani f1.com. In seveda McLaren je najhitrejši. Za njim Mercedes, ki bo po projekcijah zaostajal 23 sekunde na krog. Nato Red Bull, ki bo zaostajal že 33 stotink in seveda na 4. mestu Ferrari 37 stotinkami. Nato sledijo seveda Aston Martin, Williams, Sauber, Haas, Racing Bulls in na koncu Alpine.
In lahko bi dejali, da boj za zmago bo interna zadeva tako Piastrija kot Norrisa, vsaj na prvi pogled, ampak zanimivo je tu pogledati še nekaj. Če vzamemo sedaj tako imenovani long run na drugem prostem treningu, bomo opazili nekaj zanimivega. Namreč vidimo lahko, da razlika med najslabšimi in najboljšimi krogi pri Norrisu je bistveno manjša kot na primer pri Piastriju, kot nam kaže ta preglednica. In če pogledamo graf, lahko vidimo, kako so časi Norrisa nekako enakomerni in kako je Piastri skakal hiter krog, počasen krog, hiter krog, počasen krog. In to nam kaže, da so verjetno iskali dve različni smeri, dve različni interpretaciji pri samem iskanju tistih pravih nastavitev. Tudi v telemetriji prostih treningov lahko vidimo, da Lando Norris je imel več oprijema. Namreč nikoli ne vidimo, da bi nekako bil bistveno hitrejši od svojih kolegov tam zgoraj na lestvici in je zmeraj gradil svoj čas na izjemno dobrem povprečju. Tudi v mikrosektorjih, če vzamemo drugi prosti trening, bomo takoj ugotovili, da je bil Lando Norris dober tam, kjer je potrebno imeti oprijem. Ampak videli smo, kako ga je na samih kvalifikacijah dobesedno presenetil moštveni kolega, kateri je izgledal malce nebogljeno. In seveda to je ena izmed taktik, ki jo izjemno rad uporablja sam jaz. In sedaj smo lahko videli v bistvu dve stvari. Prvič, da Oskar Piastri še zdaleč ni tako nedolžen, nebogljen, kot je lahko izpadal po prostih treningih. Drugič, da ima seveda McLaren še zmeraj ogromno tehnično prednost pred ostalimi, ampak da se Red Bull, predvsem z Maxom Verstappenom, nekako približuje tistemu drugemu mestu, vsaj na jakostni lestvici. In tretjič, težko bi dejali, da je Ferrari kak tihi favorit, čeprav to frazo nekateri komentatorji izjemno radi uporabljajo. Videli smo, da imajo težave predvsem v tistem tehničnem delu, menim, da 8. in 9. ovinek sta ona dva kritična in da ukolikor ne pride do kakšne izredne situacije, se bodo težko prebili v bližino samega zmagovalnega odra. Ampak sedaj seveda je na vrsti tista moja osebna napoved glede možnih strategij. In čeprav so se organizatorji na vse kriplje trudili, da bi imeli dirko z 2 postankoma ali pa celo več, po mojem je zmeraj možno veliko nagrado Nizozemske dokaj uspešno odpeljati samo z 1 postankom in naslednjo strategijo. Če na pneumatiki medium odpeljati približno 32 krogov in nato 40 krogov na pneumatiki hard. Ampak imamo še 2 varianti z 2 postankoma, ki se lahko tudi nekako izmenjujeta med samo dirko. Namreč začeti na pneumatiki so po približno 12 krogih natakniti pneumatiko hard za naslednjih 35 krogov in nato pneumatiko medium za 25 krogov je ena varianta. Tista zadnja pa je začeti na pneumatiki soft, odpeljati 14 krogov in nato imeti pneumatiko hard za 42 krogov. Dirko se seveda zaključi še z zadnjim stintom na pneumatiki soft, ki bo trajal približno 16 krogov. Ampak videli bomo skupaj, seveda, kdo je imel bolj prav, jaz, Pirelli ali pa konec koncev ekipe na progi. Tokrat se dobimo v živo pred in po dirko.
Zato tisti, ki se mi želite pridružiti, bodite pripravljeni. Uro pred štartom je vklop tistega našega srečanja v živo, ki bo nekako vpeljalo še zadnje novosti, zadnje podatke pred samim začetkom dirke. Kar se tiče našega zadnjega briefingja, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.